Ja, meni je najbolj, v bistvu še največ, kar mi je dal študij na FDV, je bilo pravzaprav ta neka širina razmišljanja. To razumevanje, da stvari niso nikoli črno-bele, čeprav so tako videti. Nekje v glavi imam še zmeraj neko sliko, neka karikatura je bila dveh, ki sedita na nasprotni strani mize in imata pred sabo številko 6. Za enega je to številka 6, za drugega številka 9 in oba imata prav ali pa nihče nima prav. Tako da mislim, da je bilo to meni osebno ta širina razmišljanja mogoče neka najbolj bistvena stvar. Druga stvar je pa ta, da kot filmski producent, ki nekako kombinacija poslovnega dela, čiste ekonomije, dela z mediji, distribucijo in nekako povezovanje s kreativnim sektorjem. Ja, to je vedno zanimivo, kako družba presoja neka polja kot bolj pomembna, druga manj. Dejstvo je, da filmi, pri katerih sem jaz sodeloval kot producent, pa nekaterih tudi kot scenarist, da so osvojila vrhunske nagrade, recimo Zlata palma v Cannesu 2024, kar je nek tak vrhunec, lanska nominacija za Oskarja, ker tudi en od vrhuncev, 2 evropske filmske nagrade, ki so neke vrste evropski Oskarji, če malo laično povem, 2-krat francoska nacionalna Cezar nagrada in seveda ta ponavljanje teh vrhunskih uspehov vsem kaže, da sem uspel vzpostaviti nek pravi način in dela in razmišljanja in izbora projektov in avtorjev, ki omogoča te vrhunskosti. Je pa seveda jasno, da film kot neko polje, avtorsko polje kulture ne bo zares širše javnosti nikoli mogel konkurirati športu recimo ali pa še kakšnim drugim področjem, ampak nič ne spremeni dejstva glede veljave teh nagrad. Ja, to je pravzaprav eno od ključnih poslanstv, jaz mislim, da umetnosti oziroma avtorskega dela. Prispeva lahko s tem, da za neko včasih mogoče neko stilizirano zgodbo pravzaprav lahko pove več, kot mogoče bi lahko imel neka druga oblika umetniškega ustvarjanja, tudi filmskega, recimo dokumentarna. Pri kratkem filmu je pa specifika v tem, da gre za res kratko formo, kjer je izjemno pomemben izziv, kako neke zgodbe, ki so po definiciji kompleksne, simplificirati do mere, da jih je možno povedati v parih minutah, brez da si ob tem črno-bel, da nisi, kot se reče, sploščil like, da nisi banalen. In to je pravzaprav ključen izziv. Po drugi strani pa imajo kratki filmi v današnjem času, ko je ta prag pozornosti, konzumacije AV vsebin tolikratov nizek, imajo pa glih ta velik potencial, da jih je možno hitro pogledati in da imajo lahko zelo velik impact na, se pravi, 15 minut proti, koliko je to potem, to je približno 6-krat krajše kot običajen celovečerni film, ne. Ja, film Kismet je pravzaprav primer tega, da gre po svoji formi in žanru za neko klasičen igrani kratki film avtorjev Žige Versa in Ize Strehar, pri čemer pa je bil specifičen način, da je scenarij pravzaprav baziran na realnih zgodbah, večinoma iz hrvaške romske skupnosti, ampak se je to zelo podobno kot slovenska romska skupnost, in s tem, da vsi nastopajoči pred kamero so naturščiki, se pravi, sploh celo se je povezoval del scenarija, se je povezoval z realnimi zgodbami enega dela teh žensk, ki so v filmu. Tako da s temi očmi smo že posegali malo tudi na nek način v nek dokumentarizem, ampak ta nek hibridni pristop sigurno tukaj ima svojo težo in ima svoj smisel, predvsem pa prinaša neko objektivnost in neko neposrednost, zato se tudi verjamem, da mogoče nekdo, ki ta film gleda čisto pred vedenja, da mogoče celo ima dvom, ali je to igranje ali je to dokumentarni film. Zdaj, sicer nekaj časa že nisem gledal točno, kako se specificirani programi na FDV-ju, ampak verjamem, da komunikologija načeloma ne bi bilo usposabljanje za poklic filmskega producenta, čeprav v svojem bistvu je. To, kar bi jaz direktno svetoval, je pa predvsem to, da se ima neko širino pogleda, da se mimo študijskega programa proba udejstvovati kot ali asistent produkcije ali karkoli biti povezan s to skupnostjo, potem pa zelo veliko stvari nekako zgodi tudi po naravni poti. Tisto, kar pa je, seveda želim poudariti, da filmski producent ni zgolj samo za neko
tako intelektualno-umetniško delo, ampak je v svojem bistvu tudi zelo stresno, organizacijsko in ekonomsko delo. Tako da komur delo v Excelu ne diši, ta mogoče ni potem primeren za filmskega producenta.